da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, ko gremo v trgovino v dobri veri, da se na policah strupi ne nahajajo, da je vse, kar je ponujeno, položeno, propagirano strani akcij 3 za 2, 2 za 3 in tak naprej, varno za uživanje in da seveda podpira naše zdravje in deluje kot gorivo za naše telo. A kakšna je resnica? No, danes bomo slišali kaj več. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Sabina Grošelj. Zdaj v rokah imam dve kar pomembni stvari. Tale prva, vidim dolgi seznami nekih takih aluminijum, arzenik, ibuprofen, herbicid. Skratka, to so strupi? Ja, tako, to so ali aditivi ali pač neprimerne snovi, ki se znajdejo v naši prehrani in s katerimi se kakšne nevladne, v glavnem nevladne organizacije ukvarjajo. In tamle, ko so številke zraven, te številke pomenijo število raziskav, takih dvojno slepih študij in podobno, ne? Tako da je treba malo pogledati. So tukaj noter in zdravila in pesticidi. Pesticidi 712. Vsi EI, EJ-ov je od 100 do 1521, mislim, da je ta zadnji, ne čist vsega, nimamo zabeleženega, ni čisto vsake številke, ampak v naši prehrani se eventualno lahko znajde tam 4900-5000 različnih dodatkov, od katerih seveda enih 300 mogoče ni strupenih. Ja. Ampak pri marsikaterem še sploh ne vemo, ker raziskave ni. Če raziskave ni, to ne pomeni, da še ni strupeno. Ampak dejansko stanje ni najboljše. Včasih si mislim, da bi tako kot želeli gojiti bolezen pa zastrupljevanje ljudi, da ne vem. Včasih država ne naredi nekaj v zvezi z zdravjem za nas, ampak reče, sej ljudi preveč skrbijo te aditivi v prehrani, kar lahko preberemo na portalu prehrana.si. Meni se zdi to zelo kočljiva zadeva. Čisto nov portal in bi moral delati za ljudi, ne proti. Tako, jaz mislim. In vsi inštituti zadnji tudi. Tukaj imamo knjigo, Mike Adams je napisal The Healthy Ranger, Food Forensics. Torej, forenzika. Težko se dobijo res pravi podatki. Avtentični podatki iz raziskav iz laboratorijev, ker to je zelo tako osovraženo znanje. Ker tle zadnji potem to takoj pomeni, toliko pa toliko manj kapitala, toliko pa toliko manj zaslužka raznih prehranskih industrij, ker vemo, zakaj se uporabljajo konzervansi in dodatki. Shelf life pomeni, življenje na polici živila se podaljšuje neskončno, pa pošilja se lahko na 5000 kilometrov daleč. Tam bi jaz rekla še kaj pa ogljični odtis živil in tako. Tam so cel kup enih problemov zadaj. Ampak dejansko se jaz, ko sem študirala te stvari, čisto iz takih zasebnih vzgibov sem to začela pred leti, ko sem kupila neko reč, da bi jaz hujšala s tistimi stvarmi za dodatki, ne vem kakšnimi tabletami in potem, ko sem jaz, takrat še tega nisem vedela, šla dejansko brati deklaracijo, ugotovila, da je bilo to enih 14 doz kav na dan in ne vem, kakšna sladila noter, grozljiva, in prebrala, kaj pomenijo ta sladila za moje telo, ledvica, in sem imela 1 leto težave z ledvicami. Takrat sem rekla, jaz napovedujem vojno s trupom, tega ne bo. Itak sem ekološka zeliščarka in vse, kar delam in vse, kar priporočam ljudem, je strogo ekološko. Pa ne samo to, še kaj več, še energijsko mora biti. Ampak to, kar se danes dogaja v hrani, na njivah, ko jaz rečem, mačka se ne gre podelati v lastno skledo, to, kar človek dela z lastno njivo in ta njiva je naša skleda. Kako ne moramo tega razumeti? In kapljica vode na tem svetu od nekdaj izpred 5 milijard let je ena in ista molekula, ki kroži in če jo zasvinjam, bo zasvinjana krožila naprej. Ne moramo mimo teh dejstev. Lahko si pa zatiskamo oči pa rečemo, tega ni in gremo v trgovino in vse v trgovini tako tisto, kar prodajo, mora biti ker je preverjeno in je varna hrana. Mike Adams je tudi lastnik pravzaprav svojega laboratorija, izdal je to knjigo, zdaj pa ima bojda malo težave, ne? Tožbe in prav hate page na internetu, vse sorte se mu dogaja, tako da tisti, ki o teh stvareh govorimo, nismo najbolj priljubljeni, bom tako rekla. Danes pričakujem spet nov val sovražnega govora proti meni, ampak ni problem, jaz se s tem ne ukvarjam. Jaz govorim tisto, kar je res, govorim o tem, da mi potrebujemo zdravo hrano.
In zdaj, ko se govori in o cepljenju in vse sorte, po televiziji zdravniki govorijo, zdravnik reče, jejte hrano, jejte pač zelenjavo, sadje, ne pove pa, da če je bila solata vzgojena, Bog si ga vedi kako, da ima več svinca kot česa drugega pa aluminija, a ne? Kaj špinača, ki je bila gojena, ne vem kako prinese kakšne težke kovine na mesto, da bi tisto, kar bi morala, a ne? 20krat špricano jabolko na šolskih policah, kaj naredi dobrega za otroke, jaz ne vem. A je to? Ne? Treba je poudariti zdravo, ekološko, vzgojeno sadje in pridelano na tak način zelenjava. To je tisto, kar potrebujemo. Pa tudi to danes žal zgublja na mineralih, na vitaminih, ker smo si kopljamo si lasten grob, da bomo tako rekli. Si holistična zeliščarka in prinesla si tudi kar nekaj zelišč in drugih orodij, ki pa služijo kot pomoč. Ne kot orožje, ampak kot orodje. Orodje, tako. Ja, orožje, to imajo drugi. Mi se pa borimo na prav način. Med drugim se jaz borim tudi z bakrenim orodjem, da je prav pridelana hrana, da ima vse potrebne elemente z lastnimi pripravki. Treba je povedati ljudem to, da če damo mi tekmo težkim kovinam, kar pomeni, da jim damo vsaj dovolj, da telesu damo dovolj mineralov, ker vemo, magnezija je premalo, vitaminov je premalo, selena imamo premalo, cel kup je teh elementov in potem imamo svinc, imamo aluminij, kadmij in vse to, ki so pač tekmujo napram našim mineralom in če mi teh dobrih gradnikov nimamo, bodo te šli graditi kosti, možganske celice in podobno. Absolutno, To je prva stvar, na katero moramo pomisliti, da si dejansko, da telesu privoščimo pravilne sestavne elemente, gradbeni material. Kar nekaj si jih tudi navedla, jaz predlagam, da greva tjale. Prva, ki jo imamo tukaj navedeno tudi med drugim je akrilamid. Ja, to ljudje tega ne poznajo. Rečemo sicer, ne cvrite pač določenih živil, da je to pač slabo za zdravje, ampak vsi pomislimo, olje je problem, ne, pa ni samo olje problem. Itak tisti, ko delajo s oljem iz plastenk, si naredijo škodo dvojno, trojno, ne. Po pravici povedano se tvorijo razne spojine, ne, tudi sol, ki zacvre v olju, pa še akrilein doda. Tako da to so res pri visokih temperaturah beljakovine, škrob, podobne stvari, nad 120 stopinj. Kdaj dobimo 120 stopinj v ponvi? Ja, v momentu, to sploh ni vprašanje. In se začnejo stvari spreminjati kemijsko. Tle imamo pa že kemijo, pa mikrobiologijo, pa to, kar ti točno pove analizo in vsekakor akrilamid že po imenu, se ti ne zdi, kot da bi bila to komponenta našega telesa in potem rabimo se razstrupljati. Vse s tem ravno tako tudi pri kavi, vse, kar je praženo, cvrto, vse posebej meso, krompir. Kaj je problem s krompirčkom pa za čipsom? Ja, jaz bi rekla akrilamid, ker je nek dnevni vnos. Potem imamo pa tako, toliko je še varno. Jaz bi rekla, pa kdo je pravzaprav določil, da je to varno? Kaj pa otroci, kdo je najbolj za svinjano hrano? Ja, mladina bolj, ne? Ja, tisti, ki še nimajo izgrajenega in ne imunskega sistema, ne razstrupljevalnega sistema, ni še postavljeno tako kot mogoče nekdo odrasel, ki zmore, ker metabolizem strupov je od enega do drugega različen, Sej lahko arzen, lahko dnevno nekaj izločamo, če novega ne vnašamo, se bomo na nek način razstrupili. Živo srebro se ne moramo sami razstrupiti, ga je preveč. In vse posod ga je in v ribah in se dejansko vkomponira v naše celice. Telo nekako to sprejema in je in če ne pomislimo, prvič, rabimo ustrezne informacije, drugič, rabimo rešitve, ker brez tega potem ni, ne. Kaj pa aspartam? Da ne bi začelo aspartamu, ki je eksitotoksin, vpliva direktno na naše možgane. Kje se nahaja? Kje je skrit? Pa, ko čakaš na blagajni, te zamamijo prsti, da bi si čigumi kupila ali pa kakšen bombonček in to je to. To je to? To je to. V večini in otroška hrana, vse posod, ker sem pa bila besna, ampak res brez razloga, ne? V antibiotiku, ki mi ga je zdravnik predpisal, je bil noter aspartam. Ne bom povedala, katero podjetje, ampak je slovensko. Mislim, to ne moreš verjeti. V antibiotiku aspartam. Zato, da se lahko v vodi raztopim, potem to popiješ, da ima sladek okus. Jaz pa antibiotiku res ne rabim sladkega okusa. Antibiotik je čisto za ene druge namene bil narejen. Tudi v tabletah proti glavobolu je bil aspartam, ki povzroča glavobol. Zdaj pa jaz tableto, cel kup je bilo zadaj raziskav. Aspartam je marsikje prepovedan. V Sloveniji je 14 teh dodatkov, dovoljenih, kad druge so prepovedani.
Ne? Mislim, to je neverjetna zgodba, kako. In lahko se pač ne vem, kako razburjamo, pa ja, sej glukoza je pa tako, pa fruktoza je tudi lahko problema. Ne? Vsi umetni dodatki, razen pač naravno, recimo steviozid, tisto nekako je sprejemljivo, krasno, določene stvari tudi uredi po telesu, ampak izven tega ksilitol eventualno je v pastah, za zobe je v redu, a ne? Preveč prekomerna raba lahko povzroči pa tudi drisko. Nobeno umetno sladilo ni v redu. Marsikatero vpliva na ledvica, aspartam je pa katastrofa od katastrofe. Wow, veliko je tega. Skratka, kadar govorimo o predelani hrani, procesirani, takoj pridemo na strup. To je iz koščkov, ki ne gredo skupaj. Pol rabiš emulgatorje, potem rabiš konzervanse, da podaljšaš rok trajanja. Ko to stoji, izgublja barvo, rabiš barvila, vse sorte, tlele gre to v neskončnost, ne, kaj se rabimo. In potem prideš do teh, ne vem koliko, 800 dodatkov, ki so dovoljeni. Poglej, če ima dodatek E, pomeni, da je EFSA presodila, ne, da je to ok, ne? Da sme v hrano, da je tok pa tok količina tega dodatka neškodljiva. Kaj pa oni vejo, kakšno imam jaz telo? Kaj pa oni vejo, a to otroci ali starejši uživajo, ki imajo mogoče druge probleme? Mi tle nikoli ne moremo, kakšna stvar je utemeljena, ampak barvila v prehrani res niso utemeljena. Zdaj pa povedala en hec, slovenska ena pač industrija pijač je dodala v borovničev sirup rumeno barvilo tartrazin E102, ki je rakotvoren. Borovničev sirup, rumeno barvilo, rakotvorno. Kje je smisel? Jaz ne vidim smisla pogosto. Včasih kakšen C-vitamin dodajo, ok, ne, pač, ne, v redu, C-vitamin je antioksidant, je C-vitamin, mi to vemo, ne, s tem tudi konzervans. Ampak ogromno je stvari, ki so povsem neutemeljene. In ko pogledamo neko pecivo ali karkoli, in ko ti vidiš, mislim, pamet ti ne zna prebrati 10 dodatkov, kako bo želodec pa cel ta naš presnovni sistem vedel, katere encime, kako to kam pošlje v jetra in kaj zdaj? Jetra se zastruplja. Mislim, overdose pride s časoma. Kaj pa kavica? Kavica, ja, kavica. Kavico imam jaz zelo rada, 3-krat na dan jo pijem, ampak kadar jo doma naredim, je strogo ekološka, fair trade in podobno. V vsakem primeru ima pH nizek, tako da bi rekli, s kavo se zakisemo, ne? In ker jaz zelo, pač, bi rekla, imam rada kokosovo olje, ja, o tem smo že govorili, imam pripravek, kako narediti tole kavico boljšo. In s tem pripravkom, ko antioksidante vnesemo, določene snovi, minerale, vitamine, že delamo konkurenco tudi težkim kovinam, kar pomeni, če imam jaz lastnega gradbenega materiala, je potem večja verjetnost, da se na nek način znebim strupov bolj na naraven način. Se pravi, eno tole rožico, ki si je naredila, dam noter. Tako, ja. Različne so, eno je iz kokosovega masla, eno iz kokosovega olja, eno je z medom, a ne. Med uporabljam tisti z rdečo peso, ki mi ga kolega naredi, tako da to je krasno. Evo, in zdaj to dam noter. Ja, zdaj kavica zdajle ni več toliko topla, če bi bila topla, bi se stopila, bi se premešalo in se potem popije. Kokosovo olje je krasno tudi zaščitnico za marsikaj, pa proti raznim bakterijam, virusom, parazitom. Začimbe pa vemo, kaj pomenijo začimbe. Tle noter je cimet, kardamom, muškatni orešček, cel kup takih res čudovitih stvari. Bi nam zaupala še, kaj si tukaj še prinesla za ene stvari? Vidim, da je kar nekaj. Tole poznamo, kurkuma, ingver. Takole ljudje v glavnem poznajo. Ja, tako, živo barvo. Ljudje ne vejo, da se tole lahko posadi. A daj nekaj? Ja, sicer tale zdaj že malčkan stara, ampak tukaj se začnejo kalčki in se posadi. Lepo zraste, krasno. Tudi ingver, to je zmleta, ja. So postopki, kako se pride od tega do tega. Ingver ravno tako se posadi, če niso bila živila obsevana. Pozor. To je pa druga zgodba. Ker začimbe zelo obsevajo. Z zakonom dovoljeno spet, bomo rekli, varna hrana. Do nas pride varna hrana. Koliko je pa zdrava, to je pa drug problem. In s tem se jaz ukvarjam, da je varna hrana tudi zdrava. Tudi zdrava. Dva kriterija morata biti. Ja, to je zelena kava. Zaradi tega, ker pač kako kavo gojijo, če ni ekološka, ne? Koliko strupi špricek, so to monokulture, koliko škodljivcev te grmovnice imajo in podobno, seveda, to je treba potem vse sorte
pošpricati, pognojiti in zaradi tega, pa ker je prele sva o akrilamidu govorili, kava ga ima tudi, ne, tale pa ne, ker ni bila pražena. Zelena kava se namaka. En nasvet, ko bojo ljudje v kavarnah pili, naj kratko kavo pijejo. Kratko, ne? Arabiko kratko, tam je manj tega akrilamida noter potem. Tole mi je pa malo znano. Ja, to jaz pri nam ni odpadka, ko kakšno reč delamo. Vse lupinice so, to je ekološko sadje, ekološki citrusi, domači, iz Pirana, mi jih je ena gospa prinesla in sem potem pač popila sok, tole pa posušila. Na nek način lupine citrusov pomagajo pri razkisanju telesa oziroma tudi se obadajo s težkimi kovinami po telesu. In ker je večina pač strupov pride preko težkih kovin skozi gojenje zelenjave in podobno, imamo kar nekaj pomagal. Ta prva stvar, na katero moramo pomisliti, je pa, kaj naredimo s črevesjem, da bo črevesje ok. Zakaj črevesje sploh spusti težke kovine skozi? Zaradi tega, ker so vnetni procesi v črevesju in se med celicami, to je ena plast celic, če si predstavljaš, 6 metrov pa ena plast celic, ki nas loči od dobrega do slabega. Tista plast se med celicami naredijo razpoke zaradi vnetij in tam skozi pridejo virusi, bakterije, težke kovine, svinarija in ok črevesje. Kaj pomeni ok črevesje? Probiotik, če ni kislo zelje, kisla repa, take stvari, to, kar je zdaj na voljo, Včasih, če je kakšen antibiotik, to ni dovolj. Je treba pa pomagati si za probiotiki. Probiotik ni dovolj, rabimo inulin. In kaj ima inulin? Se pravi, prebiotike hrano za probiotike. Ja, tako. Inulin, Cel kup imamo takih, tole je topinambur, ga lahko vsak si sam vzgoji, brez problema. Topinambur, Ja. Potem, recimo, jakon. Poskusi. To je jakon, sušen, moj domači jakon. Ekološki jakon. Jakon ravno tako ima inulin, primeren je za sladkorne bolnike in ureja našo črevesno floro, sluznico. Kitajci imajo svoje pomagala, Indijci svoje pomagala, ampak cel kup je takih stvari, s katerimi se lahko pomagamo. Zelo rada imam indijski trpotec semena. Pozor, jaz ne bi mletih kupovala. Najboljša so taka, zaradi tega, ker res tole se namoči eno žličko v vodo, se naredi taka sluz in ta sluz dela za našo sluz. Za vse sluznice, pravzaprav najbolj fajn je pa to za tanko črevesje. Čudovito, potem človek tudi, kompozicija blata je drugačna, strupi se lahko noter ujamejo in bistvo je, da imamo jaz krasno in taktno črevesje in v momentu manj strupov v telesu. Absorbiram pa tisto, kar moram. Zato pa imam v laskih kapilarce, ki znajo pač pograbiti to, kar je treba. Tale kava, tole je tukaj noter začimbice, toliko smo rekli, pač antioksidanti. Začimbe. Ja, začimbe, ogromno, ali origano, ali rožmarin tudi, pač karkoli, sploh pa tiste začimbe takole v prahu. Spet, da ne bom rekla, ekološke. Če niso ekološke, so bile obsevane. Kurkuma, ko bi vi brali tisto raziskavo, ko sem jo jaz za kurkumo, potem mora biti ne ekološke kurkume ne bi niti pogledali. Svinc, aluminij, vse sorte je noter. Tako pride ta iz Kitajske, iz Indije, bi rekla, prehranska dopolnila v praških pridejo dejansko onesnažena z arzenom, z vsem, kar je možnega, ker tam pač vemo, kakšna je situacija. Tako da jaz bi rekla, ekološko pa še to včasih ni čist 100%, sigurno, da pa je to. Veliko je teh stvari. Najlepša hvala za vse, kar si zaupala. Jaz mislim, da se bomo morali še dobiti, da bomo kaj bolj konkretno nadaljevali, ker imaš ogromno znanja in tvoja predavanja so ure in ure dolga in še globje bi mogli iti. Tele, mogoče tole krasna varianta, tudi ne sem dala grapefruit pa limonin sok, pa oglje, aktivno oglje. Aktivno oglje pa zdaj se mi zdi, da ga je kar precej. Se da noter in se premeša in se to popije, potem imamo na voljo glino, zeolite, da se razstrupljamo, ampak to po tistem, skratka, urediti je treba črevesje. Se pravi, karkoli delamo, prva faza črevesje. Tako. Ker je tudi za imunski sistem, za karkoli črevesje tisto, ki črpa. Za razlogom imamo 6 metrov dolgo tanko črevo, ker počrpa. Načeloma bi moralo, se pravi, hranila črpati, ampak žal, ker imamo težave, počrpa tudi kaj drugega. Najlepša hvala. Še kakšna informacija na www.klepet.kavi.si.